Na pokalu Vitrance, tako kot je v navadi, držimo točnosti in ura je 11:00, glede na to, da je tudi Mednarodna smučarska zveza locirana v Švici in da so Švicari znani po natančnosti, bomo mi tudi začeli s tole novinarsko konferenco. Lepo pozdravljeni v imenu ASEK Kranjska Gora in pa organizacijskega komiteja pokala Vitrance na novinarski konferenci pred 64. pokalom Vitrance, ki se bo začel z veleslalomsko tekmo cirka 2 km od tod, čez natanko 35 dni in pa nekaj ur. Tudi letos, kot ste lahko sami videli v prihodu, je v Kranjski Gori oziroma največjem slovenskem zimsko-športnem središču vse pripravljeno na vrhunec zime in tudi priprave potekajo v skladu z načrti. En preizkus proge smo že imeli, sicer v začetku januarja na ženski tekmi svetovnega pokala, sicer pa več o tem v nadaljevanju. Veselje in čast nam je, seveda, da lahko med nami pozdravimo ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Matjaža Hana. Z nami pa je tudi gospa Henrika Zupan, županja občine Kranjska Gora, gospod Gregor Benedik, predsednik ASEK in OK pokala Vitrance, Srečko Medved, generalni sekretar pokala Vitrance, Luka Vrančič, direktor turizma Kranjska Gora in pa Dejan Vindiš, eden ključnih mož največjega slovenskega apreski. Pa bomo začeli kar z vami, gospod minister. Dogodki svetovnega pokala z dobro medijsko pokritostjo, kot tudi pokal Vitrance, so pomembni za promocijo Slovenije in pa njenega turizma v svetu. Morda najprej vprašanje, zakaj finančna sredstva, v tem primeru Spirit, namenjate organizatorjem takih velikih dogodkov? Dela. Nekaj slabo rata za okol Spirita in tako naprej. Poglejte, Slovenija je, za moje pojme, Slovenija je športna velesila. Slovenski športniki so ambasadori Slovenije in za svojimi rezultati že 30 let, več kot 30 let promovirajo našo lepo Slovenijo. Nismo pa samo športniki tisti, ki so dobri promotori, tudi naši organizatori velikih mednarodnih dogodkov, v tem primeru tudi Vitrance, Kranjska Gora nasploh, so tisti, ki v bistvu Slovenijo na nek način umestijo v svetovno javnost. S tem seveda Slovenija dobiva na prepoznavnosti. Če odmislim rezultate športnikov, se tu na nek način družijo ljudje, gospodarstveniki in na nek način je to velika prednost za Slovenije. Naloga države absolutno je, da seveda po svojih močeh pomaga pri organizaciji velikih mednarodnih dogodkov, pri sofinanciranju in če boste vprašali organizatorje, verjetno še premalo. Tudi jaz se tega zavedam, ampak mi moramo v nadaljevanju narediti resnično tudi dobro zakonodajo, da bojo organizatorji lahko za več let planirali naprej, koliko sredstev lahko dobijo na nek način od sponzorjev in koliko sredstev lahko dobijo tudi od države. To je naloga države in dokler bom jaz pač tukaj, mislim, da vsak evro, ki ga naložimo v šport, v mednarodne dogodke, je za Slovenijo pozitivno in seveda potem je pa na nam, da znamo seveda in gospodarstveniki izkoristiti in država izkoristiti ta potencial, ki ga imamo v Sloveniji. Ves ta pogled na to prelepo naravo, to se ne da plačati. Tako da evo, mi bomo, država ali pa naše ministrstvo bo absolutno vztrajalo pri tem in vemo, kaj je potrebno še narediti, še več, da bomo na nek način prišli do tistega maksimuma, ki se vsi skupaj želimo. Konec lanskega leta ste pripravili razpis za vlaganje v športno infrastrukturo. Imate na načrtu še kaj podobnega oziroma kaj vse imate še na načrtu v zvezi s športom? Ja, mi smo v lanskem letu 50 milijonov evrov na nek način naredili razpis za športno lokalno infrastrukturo. Podprli smo kar več kot 80 projektov v sodelovanju z občinam, država in vse skupaj smo na koncu namenili več kot 140 milijonov evrov bo šlo za na nek način izgradnjo športne infrastrukture. Od obnove, če gledam zelo plastično, obnove telovadnic, obnove bazenov, do športnih projektov izven, bom rekel, dvoran, zato da na nek način najprej obnovimo to športno infrastrukturo, ki jo v Sloveniji imamo, in na drugi strani, da naredimo na nek način infrastrukturo, ki bo ne samo za športnike, ampak nasploh za ljudi, za rekreativno uporabo, zato da s tem skrbimo in za šport in na koncu za zdravje. V letošnjem letu
Mislimo še en razpis narediti, sicer bistveno manj, to ga bomo pa predstavili v koncu marca, da bi potem za 2-letno obdobje naredili še en razpis za podobno izgradnjo lokalne športne infrastrukture. Odlično, najlepša hvala, minister. Gospa županja, sodelovanje med občino in Pokalom Vitranci je na zgledni ravni, občina se turistično razvija, poleg zimske je vedno bolj pomembna tudi poletna sezona. Letos bojo v Kranjski Gori, se pravi v občini, 3 svetovni pokali in poleg tega tudi svetovni pokal v parasmučanju. Zdaj mogoče malo bolj zahtevno vprašanje, kako pa prebivalci občine gledate na to? Verjetno ste ponosni, da imate v bistvu, da ste dejansko v Evropi kraj z največ dogodki, najvišje svetovne ravni. Ja, prav lepo pozdravljeni predstavniki medijev in seveda gostje. Vesela sem tako, da lahko tudi tukaj nagovorim pred začetkom pokala Vitranc, svetovnega pokala v imenu občine. Seveda smo ponosni, ker se zavedamo prvič, da taka prireditev ni le športni dogodek, ampak je tudi velika promocija tako Kranjske Gore kot tudi Slovenije. In prepričana sem, da so ponosni na te velike dogodke tudi naši občani. Je pa res, da se srečujemo s težavami, ki nam jih potem povzročajo, ker zanesljivo se tukaj poveča promet, velika je obremenitev potem tega kraja in moram reči, da skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo skušamo reševati določene probleme in upamo seveda, da se bo pač vse lepo izteklo. Je pa res, vedno je na koncu, ko so ti dogodki zaključeni, zadovoljstvo veliko in smo vsi veseli. Prav zaradi tega, zaradi dobre organizacije dogodka, kot je Pokal Vitranc, je tudi PIS za naslednje skoraj 10-letno obdobje do leta 2034 že potrdil tudi, ta dogodek in to nas zelo veseli in nam je tudi zelo pomembno. Kako pa ta aktivna promocija, torej preko prireditev kot je Pokal Vitranc in tudi vseh ostalih, se pozna recimo na poletni sezoni? Je to, da pač kot rečeno, ste kraj z največ dogodki svetovne ravni v Evropi? Tako kot sem rekla, vsi dogodki takega velikega, take razsežnosti pomembno vplivajo. To ni, kot sem rekla, samo športni dogodek, ampak tudi promocija. In Kranjska Gora dejansko postaja zelo, prepoznavna v poletnem času in tudi turistična sezona je dejansko že poletna večja, kot je pa zimska. In tudi obiskovalci dejansko ponesejo naš glas in se vračajo z različnih koncev sveta v Kranjsko Goro. In to se verjetno pozna tudi na ceni najemov, pa ceni kvadratnega metra in tako naprej. To je res, to se pozna, zato tudi občina pristopa k pripravi stanovanjske strategije občinske, ker dejansko so res stanovanja za naše prebivalce, predvsem za mlade družine, težko dostopne. Hvala lepa. Strani organizacije dajemo besedo seveda najprej Gregorju kot predsedniku. ASK in Kranjska Gora seveda vedno bolj postaja center slovenskega smučanja. Po moški tekmi je tu dobila dom tudi ženska tekma. S pripravo proge v decembru je ta seveda v primernih zunanjih temperaturah na voljo tudi predvsem domačim smučarjem za trening. Delo z mladimi pa je tisto, Grega, na kar ste v ASK-ju zelo ponosni. Ne nazadnje, jutri je mini Pokal Vitranc. Ja, nažalost je mini Pokal Vitranc predstavljen, imaš napačno informacijo. Vodil ga prejšnji teden je popravil veliko snega tukaj v ravnini, tako da smo se odločili, da predstavimo to na drug datum. Je pa v nedeljo, se mi zdi, Pokal Roka Petroviča, tudi zelo veliko odmevno tekmovanje malo starejših, se pravi 14 let starih fantov in deklet, tako da pomembno tekmovanje tudi za slovensko smučanje. Ja, ponosni smo na to, da lahko denar nekako vlagamo v otroke, v mladino, da jih nekako odvrnemo od računalnikov, telefonov, da se lahko ukvarjajo s tem športom, je pa čedalje večji problem. Tako da tukaj nas čaka nas kot klub in verjetno tudi kot smučarsko zvezo veliko dela in upam, da bomo to barko, ki nekoliko miruje, spet pognali v tek. Predvidevam, da je največja želja kluba, da bi v Kranjski Gori skupaj z državo postavili nek nacionalni trenažni center za alpsko smučanje, podobno kot je za nordijsko v Planici. Ja, že več let govorimo, da je verjetno alpsko smučanje edini šport, ki nima svoje telovadnice.
malo s prispodobo povedano, vedno gostujemo nekje, tudi, bom rekel, lastništvo teh smučišč se je v zadnjih 15 ali pa 20 letih, bom rekel, privatiziralo ali pa so skoraj vsa smučišča v privatni lasti. Tako da je potrebno kar precej energije, precej vlaganja, precej dela in precej, bom rekel, dobrih odnosov med posameznimi lastniki, da lahko dosežemo to, kar imamo. In tukaj moram nas kot klub, delno tudi Smučarska zveza tukaj sodeluje s trenutnim lastnikom Žičanc, bom rekel, pohvaliti ta odnos, so razumljivi in upam, da bomo to še nadgradili in mogoče enkrat želja je verjetno naša Smučarske zveze in verjamem, da tudi države. Tukaj ima res nek smučarski center za alpsko smučanje po vzoru Planice mogoče, ki bo res zagotavljal najmlajšim in najboljšim, bom rekel, primerljive pogoje za delo, kot jih imajo tudi. Hvala, Grega. Srečko, novosti na pokalu Vitranc, ki smo jih lani načrtovali, pa žal na koncu ne izvedli, bomo pa letos celoti, ne? Ja, trudimo se. Lanskoletna odpoved je bila tak korak nazaj v sami pripravi terenov, predvsem terena. Letos je to na veliko boljši organizacijski ravni, kar se drži za žensko tekmo v januarju. In če vreme ne bo prav veliko ponagajal, mislim, da ni nobenega problema, da letos tekma prvega drugega bo. Pa treba kar pogledati, kakšno je kaj stanje na progi. Na progi, mislim, da je Andrej Šporan najbolj kompetenten, ki lahko ve, kaj je Andrej pridvar. Pa ti gre za mikrofon. Torej, jaz sem včeraj bil na ogledu celotne proge. Na srečo nam ta dež nedeljski in pa predvsem torkov ni naredil toliko škode, kot smo se bali. Bilo ga je tudi pol manj, kot je bilo napovedano, dobrih 50 litrov na kvadraten meter. Sneg je v zgornjem delu bil že kompakten, v naslednjih dneh bo temperatura tudi naredila svoje, da se bo cel strdil, imamo pa praktično po veliki večini proge več kot 50 cm snega zagotovljenega. Imamo samo še eno krizno mesto na prehodu v zadnjo strmino, ampak tudi tam je 40 cm in sodelovanju z Žičancem, tudi z dogovori, če bodo vremenski pogoji, se bo še dodaten sneg naredil za oživitev te snežne podlage in da bo poj za tekmo res lahko pripravljena, kot je bilo zdaj tudi za žensko tekmo v začetku januarja. Hvala lepa. Srečko, zadnje vprašanje, proga bo v zadnjem tednu zaprta oziroma od četrtka dalje, kaj ne? Vsekakor, mi se trudimo, da je poligon v bistvu zaprt čim več časa, zato da lahko pripravimo tekmovalno progo. Zdaj, kakšni so pogovori med Žičancem pa med nami, vse je odvisno od vremenskih razmer. Načeloma naj bi od ponedeljka naprej bila tekmovalna proga na voljo samo nam, organizatorjem za pripravo. Celoten poligon bi se pa zaprl v četrtek pred tekmo 27. februarja pa do konca tekmovanja 2. marca. Mislim, da je to prava informacija, ne? Spremljevalni program. Letos imamo, tako kot smo lani načrtovali, se pravi koncerte med obema tekoma. Ja, v Kranjski Gori bo med samo tekmo v odmorih bomo imeli spremljevalni program. V soboto so fehtarji, v nedeljo Natalija Verboten. Dogajalo se bo čim nuditi gledalcem, ki so prišli čim več dogodkov, dogajanja na samem prizorišču, zato da se tisti čas med prvim in drugim tekom zapolni, relativno dolg je, od zadnjega tekmovalca v prvem teku do prvega tekmovalca v drugem teku. Kar je pa pomemben, je pa ta sobotni program, ki ga delamo zdaj skupaj z Media 24 in ki naj bi se začel popoldne ob 6, seveda z nekim preddogajanjem že od 4. ure naprej, v Kranjski Gori, na tem parkirnem mestu pri hotelu Kompas. Več bo povedal naš kolega iz Media 24. Lansko leto je ta dogodek bil, kljub temu, da je bil dež, je bil v dvorani, je bil izredno uspešen, nabito ljudje, prav ljudje so prišli tudi samo na ta dogodek. Mi računamo, da bomo s to promocijo, s tem dogodkom privabili tudi ljudi
ki niso bili doma v smučanju, ampak da bodo prišli v Kranjsko Goro preživeti cel dan, dopoldne vrhunski športni dogodek, popoldne vrhunska zabava v samem centru Kranjske Gore. Ob tem, da bo ob 19. tudi žrebanje štartnih številk za nedeljski slalom. Pa greva kar na tekmovalce. Zaenkrat neke preliminarne prijave so prišle, vmes je še svetovno prvenstvo in seveda mi računamo, da pridejo vsi. Jaz sem prepričan, da bomo imeli tle svetovne prvake, slalom, veleslalom. Vsi najboljši so preliminarno prijavljeni, čeprav prijav po imenih še nimamo, ampak da se skrbi, to je zadnja tekma pred finalom in tu se tudi delijo vstopnice za finale v Ameriki. Pa greva midva pogledati še na finančni del. Finančni del je tako, budžet tekme je približno 1.600 do 650. Stroškov, vse je odvisno od tega, kakšne bodo vremenske razmere. Če bo tako, kot danes, bo stroški manjši, če bo slab vreme, bo stroški večji, ker bo treba več dela, več strojev, več vsega za pripravljati tekmovalne proge. Sredstva zagotavljamo sponzorji, jih imate tle naštete, moram omeniti vsekakor tudi, da smo pridobili neke nove sponzorje, med njimi Delamaris, Energija Plus iz Maribora, HSE skupina, Nordica je tudi z nami letos, delamo uspešno na tem področju, zagotavljamo sredstev in planiramo, da bomo zagotovili sredstev toliko, da bomo tekmo pokrili. Del prihodkov seveda prihaja tudi s strani vstopnic. Definitivno, vstopnice so vedno bolj pomemben del prihodkov za financiranje tega tekmovanja, zato mi vlagamo velike napore v promocijo tekmovanja, Pokala Vitrans. Tukaj imamo spet partnerja Media 24 na eni strani in na drugi strani Klik agencija, s katerim hočemo popularizirati Pokal Vitrans, da bo prepoznavan res v vsaki zadnji slovenski vasi in da bodo ljudje prišli v živo si pogledati najboljše smučarje sveta v Kranjsko Goro, ne samo po televiziji. In danes imamo prav posebno akcijo, ne? Ker je Tako bi rekel, predprodaja kart, ta early bird se konča, oziroma predprodaja se konča 21. februarja, do takrat so cene približno 15% od 20% nižje. Vmes imamo določene akcije in na današnji dan 31. januar je taka akcija, eno karto kupaš, eno dobiš za ston. Pa greva še na parkirišča, to je pa običajno kar... Parkirišča, to je vedno problem, da je že županja omenila, da infrastruktura v Kranjski Gori ni ravno najbolj primerna za vse te velike športne prireditve, ki se dogajajo tukaj v Kranjski Gori, vendar parkirnih mest računamo, da bo dovolj, nekaj jih je teh plačljivih v sami Kranjski Gori, javna parkirna mesta, potem tudi mi kot organizator zagotovimo določena parkirna mesta v bližini samega prizorišča, ta so seveda brezplačna. Ok, so še kaj pozabila mogoče? Sredstva sem povedala, sprejemni center, morda še, da smo akreditacije spremenili v sprejemni center, kjer seveda vi, novinari in ostali lahko dvignete akreditacijo že od četrtka popoldan dalje, medijsko središče pa v soboto in nedeljo. Morda še ena pomembna informacija za fotografe, FIS od letos dalje zahteva Media Photographers Meeting in sicer vse, ki imajo core success, se pravi vse, ki grejo na progo in to bo ob 7:30 vsak dan zjutraj v medijskem centru v Podkornu. Tako, Srečko, tako ja, še to mogoče, ja, do 26. februarja imamo odprte akreditacije za novinarje, izključno in samo preko spletne strani. Pa gremo naprej, Srečko, hvala lepa. Luka, direktor turizma Kranjska Gora, turistična ponudba Kranjske Gore seveda mora biti pestra. Stališča turizma so zato verjetno tudi dogodki, kot je Pokal Vitrans, kot je največji slovenski aperski in verjetno še kakšen. In njihova istočnica je to, da se gost zadrži v Kranjski Gori več kot samo tisti večer, tisti dan, ampak da opravi nočitev, ne? Ja, lep pozdrav vsem predstavnikom medijev, vsem današnjim gostom. Hvala lepa za udeležbo. Tako, no, Kranjska Gora je poznano gorsko središče, niti ne več samo zimsko središče ali pa smučišče, pač pa privablja goste iz vsega sveta preko vseh mesecev v letu in najbolj pa mogoče res v svetu prepoznava kot gostiteljica večjih mednarodnih športnih prireditev, torej svetovnih pokalov v alpskem smučanju in pa skokih po letih.
Vsi te dogodki generirajo številne nočitve, privabljajo goste, tako kot pravim, z vseh kontinentov sveta. Je pa sama zimska ponudba privabi goste, rekel, redne goste iz nekje 10-15 držav sveta, močno pa to pospešijo svetovni pokali, ko seveda pa pridejo goste iz praktično vseh kontinentov, poletje pa gostov kar iz preko 100 držav sveta. Pa deva pogledati, odkot prihaja recimo največ gostov v Kranjsko Goro, ali pa če se spomniš mogoče kakšne države, ki je najbolj eksotične? Največ obiskovalcev še vedno, ali pa gostov, kar merimo, večdnevnih gostov pride iz Slovenije, to je zelo pomembno, da imamo močen domač trg, sicer pa v poletnih mesecih največ gostov iz Zahodne Evrope, Nemčija, Italija, Avstrija, ki opravijo približno 3 nočitve pri nas v Kranjski Gori. Teh nočitev gost opravi več čez zimo. Alpsko smučanje je tu glavni turistični produkt, pridejo za dlje časa, skoraj za en teden. V zimi pa imamo največ gostov iz republik bivše skupne države, pa seveda, kot sem prej rekel, Slovenije. Drugače pa res eksotika, no, iz kontinentov. Tudi na smučišču, ampak več pa eksoto srečamo v naših krajih čez poletne mesece. A ste mogoče zračunali, koliko recimo povprečno porabi en gost v Kranjski Gori? No, dodana vrednost na gosta je nekoliko višja v zimskih mesecih kot to poleti. Vemo, da poleti se sprosti več prenočitvenih kapacitet tudi v zasebni lasti, ki so, potem so tu, se odprejo kampi, in povprečna cena nočitve v poletnih mesecih pade, tudi cena dodatnih storitev, dodatne ponudbe v poletnih mesecih pade, ker je te ponudbe nekoliko več, mogoče tudi lažje dostopna, zato nam je zima kot turistični produkt strašno pomembna. Lotevate se seveda tudi dogodkov, eden izmed tih je tudi največji slovenski aprilski. Del tega dogodka bo pa tudi pustovanje za otroke, ne? Drži, Kranjska Gora je zelo živahno gorsko središče, no, to še potenciramo številnimi prireditvami, praktično vsak konec tedna so številne prireditve v naših krajih, tematske prireditve, seveda najdlje v svet pa sežemo s svetovnimi pokali, kjer tudi kot Turizem Kranjska Gora prevzamemo en del organizacije, predvsem tega večernega dogodka v soboto zvečer, ko skupaj z organizatorjem Maska Kranjska Gora pripravljamo velik koncert, veliko zabavo, no, na glavnem priredbišču tule nedalec stran, na parkirišču pri hotelu Kompas, na velikem odru, začenši z destinacijskim pustovanjem, torej pustno zabavo za najmlajše in najmlajše po srcu seveda, od 4 do 6 in potem v sodelovanju z Media 24 tempo samo dvigujemo, uradni del predstavitve vseh športnikov z žrebom in potem zabava pozno v noč. No, pa sem super pripeljala do Dejana Vindiša, očeta DJ Time-a, danes pa enega ključnih mož največjega slovenskega apres-skija. Kot je že Srečko prej povedal, hvala Luka sicer. Največji slovenski apres-ski je lani bil, kljub odpovedi tekme. Kako si ga pa ti doživel? Torej prvo, lep pozdrav vsem sodelavcem, kolegom in tistim, ki ste prišli, ste si vzeli čas. Zdaj, ko me snimajo, sem obljubil njemu, super, da se ve, kam spada največji slovenski apres-ski. Naslednjič bo pa tu 20,000 ljudi, to so se prej od zunaj pogovarjala, tako da lahko vzamete tako, da je tale stava bila javna. Torej jaz moram reči, na začetku moram reči hvala, da so se vsi udeleženci navkljub slabemu vremenu lani odločili, da Media 24 izvede dogodek. Torej hvala še enkrat vam in pa vam, da ste rekli, daj zeleno luč. In jaz, ko sem v soboto takrat prišel, moram reči, da me je kar stisnilo pri srcu, ker pa mislim, da bi še pomlad, ta prava pomlad bila vesela, če bi bila toliko zelenja, kot je bilo takrat v Kranjski Gori.
Vreme res ni bilo ugodno in Kranjska Gora je bolj ali manj bila prazna, je samevala, a kljub temu so moji sodelavci na mediju, na Radio Aktual, Veseljak in pa Salomon in pa na ostalih regionalnih medijih naredili vse, kar je bilo možno in v 2-3 dneh naredili tako močno in tako uspešno promocijo, da je dvorana Vitranc bila premajhna in da tudi tisti, ki so odzunaj ostali, so se imeli fino in da je Kranjska Gora za tiste par ur oživela in lahko si samo predstavljamo, kako bi to bilo, kakšen uspeh bi bil in kako fino bi bilo, če bi nam bilo takrat še vreme naklonjeno in še tekma, da bi bila. Ker jaz vem, to pa vem, ker so mi kolegi iz ekipe povedali, da alpski smučarji pa radi na apreski pridejo, ker mi je to v genih zapisano, tako da verjamem, da to bi bilo res na poskok še bolj potem. Ne nazadnje, verjetno so predstavniki medijev videli, kako so se zabavali zdaj smukači po zmagi v Kitzbühelu. Morda pride tudi k nam na apreski, pa ne nazadnje, prej si omenil, dvorana je bila premajhna, letos bo prireditev na prostem. Tako je, letos bo prireditev na prostem, ker lani, jaz sem imel ta privilegij, da sem lahko ostal na odru in kot Diamond on the Mic vodil to zabavo in ker sem videl to ljubezen, to veselje obiskovalcev, smo rekli, da to mora biti odzunaj, kot prava apreski zabava. In zato bo letos v srčju Kranjske Gore, tukaj nedaleč stran, oziroma na parkirišču in še okoli, ker moram povedati, prvi DJ Time Open Air je bil ravno na Gorenjskem, tisti, ki ste domačini, se boste morda spomnili, Ribno pri Bledu. Pričakovali smo 500 ljudi, bilo jih je 10-12 tisoč in to so te številke, gabariti, ki jih ta parkirišče zmore. Ravno prej sem se pozanimal in so mi povedali, tja do 20 tisoč lahko gremo. In to so številke, ki počutljajo duše in telo. In to je število obiskovalcev, ki mislim, da ga lahko pričakujemo, da doživijo razodetje DJ Time Back in Time zabave s specialnimi gosti Grukovič in pa Karma, ker, kot pravijo moji sodelavci, popuščali pa ne bomo. Sej si že sam omenil, lani je bil line-up popolnoma drugačen, je bilo še več kot 10 slovenskih bendov, letos z nami 2 zelo znani zasedbi iz tujine. Malo drugačen koncept, ampak kljub temu želimo nagovoriti seveda mi kot vsi skupaj hrvaške in pa tudi avstrijske goste, da pridejo pogledati tudi njihove smučarje. Torej, zdaj to bolj kompleksen odgovor sledi. Kar se tiče največje slovenske apreski, mora postati toliko velik in doživeti en takšen pomen, da bo postal, če lahko Pokal Vitranc, spektakel svetovnega formata, mora tudi ta naša zabava, največji slovenski apreski, postati en tak poseben spektakel svetovnega formata. Lani smo se odločili za največji slovenski apreski z domačo zasedbo. Za letošnje leto 2025, so bile na začetku želje, da bomo naredili 2 zabavi. Ena zabava bo slovenska, torej tradicionalna slovenska, druga zabava bo pa Back in Time v kombinaciji s tujimi zvezdami. Da seveda potem sta 2 uspešni, 2 kulturno-umetniška programa in da začnemo razmišljati o tem, da naredimo potem še ta 3. zabavo, ker stvari so 3, pa še 3 vrstva grejo. In to je After Apres. After Apres. Ne, v bistvu situacija je tudi taka. Letos imamo veliko srečo, da je največji slovenski apreski, ko je že v Kranjski Gori, tudi zapusta. In tako, kot imajo Štajerci največje pustovanje, karneval na Ptuju, tako, kot ga ima skoraj vsaka občina, Cerknica in potem Vir pri Domžalah. Jaz mislim, da je prav, da tudi Gorenjska, v tem biseru Gorenjska, tukaj v Kranjski Gori, naredi en tak spektakel, ki lahko postane kaj malo tradicionalen. In da še to združimo z vsem tem, kaj ponuja Kranjska Gora, poleg smučišča, poleg dogajanja, naj se to ime Kranjske Gore čim večkrat pojavi, naj se te presežniki, kot je Pokal Vitranc, kot je smučarski pokal za ženske, pa potem še paraski, naj se doda zraven tudi ena vrhunska zabava, ki se lahko razdeli in kolegi v tujini imajo teh zabav skoraj da na dnevni bazi, mi smo pa lahko boljši, ker Slovenci veljamo za največje žurerje na svetu, imamo harmoniko, ki je svetoven inštrument, imamo čisto vse, predvsem imamo pa voljo in pa, prej sem poslušal
županja nam je prisluhnila, minister nam je prisluhnil, šport, turizem, vsi so nam prisluhnili, moramo sam narediti. Super, hvala Dejan. Kakšno vprašanje morda še z vaše strani, dragi novinarji? Bimo pa jaz. Ja, Jurij Završnik ekipa. Zdaj ne vem, za gospoda Medvena ali pa Benedika, kakšen je bil 2 leti nazaj, ker za lani ne moramo reči, recimo televizijski odziv. Koliko ljudi je videl tekmo v Kranjski Gori, koliko je bilo tega potem tudi prepoznavnosti svetovno, kar seveda vpliva tudi na turizem in tekmo. Prav za leto 23, Vaskar mes nažalost ni bilo tekme, je bil doseg, medijski doseg oziroma TV doseg 110 milijonov gledalcev po vsem svetu. V živo se je tekmo gledalo 19 milijonov gledalcev. In to glavno gledalci na vseh teh ključnih trgih, na katere gravitira slovenski turizem, recimo gospodarstvo. Hvala. Še kakšno vprašanje, Aleksander? Ja, mene zanima snežna kontrola. Kdo bo kontrolor? Ok, to je vprašanje Srečko ali pa Gregorja. Snežna kontrola je 20. februarja, lepo smeham bolj naprej, Fis je meham bolj previdno ratal. Pride pa Jani Hladnik, pomočnik direktor Svetovnega pokala tehnične discipline. Na naši strani bo pa Gorazd Berganko, do tekmovanja, Andrej Šporan bo, zraven Janja Šmitak, in potem se bomo pogovorili. Pa mislim, da bo šlo vse brez problema skozi. Okay. Še kakšno vprašanje? Lahko? Ja, seveda, za vse. Mogoče, ko imamo spoštovanega ministra z nami, samo konkretne številke bi poprašal glede pomoči, ali sem prav slišal, organizatorjem tekmovanj svetovnega pokala. Vam bomo dali potem točno številko, da ne bi kakšno se pač jaz zmotil, ampak mi naredimo na začetku sezone z Smučarsko zvezo Slovenije pogodbo za vse tekme, ki se dogajajo v Sloveniji, se pravi začnemo, zdaj v letošnjem letu smo začeli z ženskami tu v Kranjski Gori, to je bivša Lisica, potem gremo v Kranjsko Goro, moške, Planica, vmes imamo letošnjo leto še, hvala Bogu, Pokluko, para Pokluko, se pravi, pa mislim, da pa Ljubno roko, tako da mi se pogovarjamo čez, pa Rogla tudi, se pogovarjamo čez milijon evrov, ampak govorim Esto, Spirit in država, bomo dali pa točni podatek. Pa še eno vprašanje, če lahko. Nacionalni panožni smučarski center, poligon, ta, ki ga dolgo časa želimo in pričakujemo, kakšno je vaše mnenje oziroma ali lahko konkretno država tudi kaj pripomore k temu? Jaz mislim, da absolutno. Seveda mi delamo tudi zdaj ta moment na ministrstvu, katerega do zdaj ni bilo merila, kako bomo pomembne panožne objekte na nek način tudi sofinancirali in jaz verjamem, da bomo znotraj tega našli tudi ta center za smučanje. Jaz sem prej govoril tudi z predstavniki Smučarske zveze, da sploh imamo občutek, v kakšni dimenziji finančni se pogovarjamo in kje, tako da jaz sem seveda naklonjen, ne morem nič obljubiti, ampak sigurno ne gre to za takšna sredstva, da se Slovenija tega ne bi mogla privoščiti. Mi v bistvu smučanju, ki je bil naš paradni, bomo rekel, šport na začetku 90-ih let, moramo nekaj vrniti. Zdaj pa stvar, kako na kakšen način to narediti. Tukaj je pa samo ena stvar, ni vse v denarju, seveda se moramo za to, kar je rekel Grega prej, z lastniki dogovoriti, zaslužnosti, predvsem pa s pravilami igre, kako bojo lahko potem naši mladi športniki, smučarji lahko trenirali na teh terenih, kjer pač že bo. Tako da jaz sem temu naklonjen in verjamete mi, ko bomo prišli do enega dogovora, da znamo tudi speljati. Odlično, hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Ne, v redu, hvala lepa za vašo pozornost, hvala lepa za vaš čas. Vsi govorci se bomo zdaj seveda na voljo tudi za individualne izjave.